Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Danes te vzamem s seboj v obdobje nosečnosti in s tabo podelim, katere spremembe sem jaz uvedla v tem obdobju, kako skrbim za svoje telesno in duševno zdravje, kako si pomagam pri bolečinah v križu, nespečnosti. Spregovorila bom tudi o hypnobirthingu in o literaturi, ki jo prebiram v tem obdobju. Najprej sem mislila, da bom v to epizodo vključila že tudi proces z dulo in svoje usmeritve glede ustrezne izbire opreme. Pa sem videla, da bi bila to v bistvu zelo dolga epizoda, tako da sem se odločila razdeliti na dva dela. Torej v drugem delu bom pa se osredotočila še na delo z dulo oziroma na nekako sodelovanje, zakaj sem se odločila za to. In podelila bom svoj proces glede izbire opreme za dojenčka in zase za poporodno obdobje. Če to epizodo poslušaš kot nosečka, najprej iskrene čestitke. Srčno upam, da ti bom z vsebino kakšen korak olajšala. Jaz se bom trudila pripravljati vsebino tako, kot sem si je jaz želela na svoji poti, sploh na začetku nosečnosti. Upam, da ti mogoče kakšno področje osvetlim. Če pa poslušaš kot nenosečka, pa sem zelo vesela, da si tukaj in me veseli, da so ti te tematike zanimive. Ko govorim o duševnem zdravju, vedno poudarjam, da nisem psihologinja, nisem psihiatrinja in da mojo zgodbo vzem kot eno izkušnjo. Moj namen je, da delim svoje dobre prakse ali pa prakse, ki ugotovim, da niso bile najboljše, kar pa ne pomeni, da bodo te iste prakse nujno dobre tudi zate. Kot sem podelila v 24. epizodi, ko sem prvič spregovorila o nosečnosti, je moja zaveza, da bom o tem zame novem obdobju govorila iskreno, da upam, da ti na nikakršni točki ne bom solila pameti ali pa dajala občutka, da vem, kakšna pot je prava zate. Jaz skozi to obdobje stalno odkrivam, kakšna je prava pot zame in tudi na to včasih nimam odgovora, kaj šele, da bi vedela, kakšna bo prava pot za druge. Trudila se bom tudi čim večkrat podeliti, kje črpam informacije, da se lahko ti odločiš, če temu viru tudi zaupaš ali pa ne. Obenem bi rada poudarila še to, česar se sama zelo držim, da na prvo mesto vedno dajem mnenje strokovnjakov. V večini primerov, ko se gre za obdobje nosečnosti, torej mnenje
ginekologa oziroma ginekologinje. In priporočam tudi tebi, da če je kakršnakoli usmeritev, ki jo jaz dam, če jo želiš vpeljati, da jo vseeno preveri glede na tvoje stanje, glede na tvoje razmere, s svojim ginekologom, ginekologinjo ali pa osebnim zdravnikom oziroma katerimkoli, strokovnjakom. Jaz tole epizodo pripravljam v zadnjem tromesečju, tako da je za mano že kar nekaj priprav, obenem pa se zelo zavedam, da potovanja še ni konec. Moja nosečnost je zaenkrat potekala dokaj v redu, vsekakor brez kakršnihkoli nekih večjih zapletov, brez večjih težav. In če se najprej dotaknem malo skrbi za telesno zdravje. Jaz sem o tem kar nekaj brala še pred zanositvijo, koliko pomembno je osvojiti čim bolj zdrav življenjski stil, ker s svojo prehrano in načinom življenja tekom nosečnosti že vplivamo na dojenčka in obenem seveda, ko se to bitje rodi in raste, bo posnemal moje in partnerjeve dobre in slabe navade. Jaz se lahko na tej točki zahvalim izgorelosti, da sem že leta prej vpeljala, bi rekla, tiste neke ključne spremembe, ki bi jih, se mi zdi, če ne prej, sicer v tem obdobju truda za zanositev. Tako kot v skrbi za duševno zdravje, je moje mnenje, da je tudi v obdobju nosečnosti pomembna osnova. Spanje, gibanje in zdrava prehrana. In za to troje sem si jaz res prizadevala zdaj že vrsto let in v nosečnost vstopila, vsaj jaz bi rekla, z dokaj zdravim načinom življenja. Sem se pa že pred zanositvijo občasno srečevala z bolečinami v križu. Sem bila tudi že na MR-ju in imam potrjene neke manjše spremembe, ki so predvsem posledica dolgotrajnega sedenja v tistih številnih letih pretiranega dela. In ena velika lekcija, ki jo vedno znova osvajam, je, da je za križ res pomembno redno delati vaje. Jaz sem pred zanositvijo že občasno hodila na fizioterapijo, takrat samoplačniško, ker če tudi bi dobila napotnico, bi na obravnavo čakala predolgo. In na fizioterapiji mi je občasno delala tekar terapijo. Sem šla pogledat na internet, kakšna je definicija tega. In sicer, da z ustvarjanjem elektromagnetne toplotne energije ustvarja protivnetne, regenerativne in protibolečinske učinke. Na internetu sem pogledala definicijo, ampak tudi to sem jaz nekako občutila. Meni je ta tekar terapija, recimo, preden sva šla s partnerjem na kakšen dopust, midva sva rada hodila tako, da sva tudi potovala z avtom in kdaj tudi spala v avtu in seveda potem slabše ležišče in sem ponavadi šla na to tekar terapijo, preden sva šla na pot. In če me je kaj bolelo, po tej terapiji sem jaz res videla vsaj za neki krajši čas res zelo močne in dobre učinke. Na fizioterapiji mi je tudi pokazala par takih vaj, ki jim jaz rečem vaj za upokojence, ker so res osnovne, počasne, fizično nezahtevne vaje. Sicer lahko postanejo zahtevne oziroma se moraš kar osredotočati, da jih pravilno delaš, in se usmerjajo predvsem na krepitev steznika, torej teh notranjih globokih mišic, ki nam omogočajo, da potem pravilno izvajamo vse druge zahtevnejše vaje in tudi premike tekom vsakdana. In moje bolečine s križem so bile vedno sporadične, recimo 1 do 2krat letno me je malo bolj bolelo, potem sem seveda spet pridno delala vaje, je bilo boljše in sem prišla do točke, kjer recimo nisem imela nobenih bolečin, počasi nehala delati vaje in čez čas je bila bolečina na neki točki nazaj. In neštetokrat sem se smejala temu ciklu, kako s časom, ko se stanje izboljša, ker misliš, da saj te vaje niso več toliko nujne, saj jih ne rabim, jih opustiš, ko pa me začne boleti, takrat bi si pa obljubila, da bom 3krat na dan do konca življenja vsak dan delala te vaje. No, in prav v dneh, ko sem izvedela, da sem noseča, sem imela v bistvu zadnjo epizodo, ko me je bolj bolelo v križu, in tako je bila v bistvu fizioterapevtka ena prvih, ki je izvedela za mojo nosečnost, ker sem jo seveda mogla opozoriti, da je tudi potem prilagodila terapijo. In ta tekar terapija je recimo žal odpadla. Mi je pa povedala, da kot nosečnico dobim
fizioterapijo zelo hitro na napotnico in sem to res takrat izkoristila in dobila krasno fizioterapevtko v zdravstvenem domu. Pripadalo mi je oziroma mi pripada 8 srečanj, ki sva jih razporedili čez celotno nosečnost. Ona mi je pokazala še nekaj novih vaj, me ponavadi na terapijah vedno malo pomasirala, spremljala je moje počutje in potem sčasoma tudi povedala, recimo, katere vaje niso bile več primerne, predvsem trebušnjaki zaradi večanja trebuha. In glih danes sem imela spet terapijo in so ugotovili, da imam malo diastaze rectusov, tako da ob takih spremembah sem še posebej vesela za strokovno vodstvo in usmeritve. Tako da če si nosečka in imaš kakšne take bolečine, kjer bi fizioterapija pomagala, jaz toplo priporočam, da se obrneš na osebnega zdravnika in preveriš, če imaš možnost dobiti to pomoč na napotnico. Meni je recimo tudi fizioterapevtka pokazala vaje za sproščanje medeničnega dna. Velikokrat se poudarja, koliko jih je pomembno krepiti in trenirati. Bi pa rekla, da malo manjkrat se pa poudarja, koliko pomembno jih je tudi sproščati in kako to doseči. Kar mi je bilo še zanimivo v zadnjih mesecih iz tega področja, je, da veliko sprememb, ki jih moraš uvesti pri vsakodnevnih gibih kot nosečnica, da recimo ne dviguješ bremen iz stoječega položaja, ampak tako, da bi se sklanjal navzdol, ampak da greš v počep in potem ostaneš. Ali pa da ko ležiš, da ne ostaneš na tak način, da dviguješ težo s trebušnimi mišicami, ampak da greš najprej na bok in se potem s podporo rok dvigneš. To so bile vse spremembe, ki sem jih jaz vsaj delno že prej uvedla zaradi križa in so mi bile kar domače. Sem pa zdaj seveda dala še malo več poudarka temu in bila še bolj previdna. Mene je dokaj kmalu v nosečnosti začela boleči šetrtica, kar sem jaz sicer najprej mislila, da gre za podaljšek bolečine v križu, ampak je potem fizioterapevtka rekla, da je to že posledica hormonov. Jaz sem zdaj torej v zadnjem obdobju nosečnosti in lahko podelim, da kljub temu, da je značilno, da se bolečine v hrbtenici lahko poslabšajo v tem obdobju, sem dejansko z rednimi vajami in fizioterapijo to bolečino spravila do točke, ki je samo občasno prisotna in še to niso večje bolečine. Vidim pa res velik vpliv, če si vsako jutro vzamem tistih 5 minut in naredim te vaje za upokojence. Tako da nasvet za vse, ki imate kakšno podobno diagnozo, ki jo lahko obvladujete z vajami, dajte si res vzeti čas zanje. In se mi zdi, da tekom nosečnosti je to še bolj pomembno. Ena posebnost, kar se tiče fizičnega zdravja, je bila pri meni še to, da imam že od zgodnje nosečnosti skrajšan maternični vrat. In zaradi tega mi je ginekologinja ob začetku zadnjega tromesečja odsvetovala hojo v hrib in kakršnekoli večje napore. Do takrat sem se gibala dokaj normalno oziroma tako kot prej, tudi hodila v hribe, samo prilagodila tempo, da je bil vedno tak, da bi lahko zraven govorila, torej da nisem bila pretirano zadihana. Zdaj v zadnjem obdobju sem pa gibanje nekako osredotočila na sprehode po ravnem in zaenkrat še kar veliko prehodim in sem zelo hvaležna za to, ker meni to gibanje na kakršenkoli način res zelo dobro vpliva na duševno zdravje. Občasno grem tudi plavat in pa začela sem obiskovati vadbo za nosečnice, kjer delamo vaje za celo telo z neko minimalno obremenitvijo, in kar je meni posebej super je, da si strokovno voden, da si v manjši skupini, da te nekdo gleda, opazuje, če izvajaš vaje pravilno in da tudi zna povedati, glede na tvojo fazo nosečnosti, katere vaje lahko izvajaš in katere ne. Kar se tiče skrbi za duševno zdravje pa, jaz sem se v začetku nosečnosti zelo nekako pripravljala na to, kaj če bom imela poporodno depresijo. Mestoma sem prebrala, celo mislim, da je bilo to izpostavljeno v šoli za starše, da imajo osebe, ki so že imele diagnosticirano depresijo, večjo možnost za pojav poporodne depresije. Potem mi je pa enkrat partner rekel, da zakaj se toliko obremenjujem in pripravljam na slabe scenarije, če se ne bi rajš veselila vsega lepega, kar naju čaka.
In to me je res zadel. Ja, jaz sem se na neki točki kar želela pripraviti na slabe scenarije, čeprav se en del mene zaveda, da se v življenju ne moreš pripraviti ne na slabe scenarije, ne na vse scenarije. In od takrat naprej se nekako bolj poskušam osredotočati na zavedanje, da ker sem že dala skozi izzive na področju duševnega zdravja, bom pa mogoče prej opazila, če bi se spet znašla v stiski. Sem si pa dala dve stvari nekako kot vodilo. Prvo je, da na glas govorim o svojih občutkih, dobrih in slabih. Predvsem zato, ker vem, kam me je v preteklosti že pripeljalo, če sem sram zavila v tišino. In to govoriti na glas o teh stvarih treniram zdaj že tekom nosečnosti. Da sem recimo z bližnjimi osebami podelila občutke strahu in kako se ob doživljanju strahu včasih počutim slabo, ker en del mene pričakuje, da bi mogla biti ves čas sam srečna in hvaležna. In to je samo en tak mali primer nečesa, kar opazim pri sebi, da se malo sramujem, da mi to ni prijetno. In vem, da je vsaj zame eno veliko zdravilo, da to izrazim in priznam na glas. Drugo vodilo, ki sem si ga zadala, je pa strokovna pomoč. Da vem, koga poklicati v primeru, da bi prišlo do stiske. Imam svojo psihoterapevtko, imam svojo mami, ki je tudi moja ginekologinja. Vem, katere so tiste bližnje osebe, po možnosti že mamice, na katere se lahko obrnem, če si bom želela nekega razumevanja. In zdaj imam še podporo v Duli in bom v naslednji epizodi malo več povedala še o tem, kako vidim njeno vlogo. Poleg vsega omenjenega sem pa trenutno izredno hvaležna, da imam tudi, bi rekla, res močan podporni sistem v svojih bližnjih. Obe moji sestri sta trenutno tudi na porodniški in sem izredno hvaležna, da imam to priložnost, da opazujem njiju, ki sta rodili malo pred mano, in skozi opazovanje njiju dobim koščke uvida v to, kar mene čaka. Obenem tudi zavedanje, da se lahko obrnem nanju, mi res ogromen pomen to, da ko bom jaz v zame novem obdobju materinstva, da bosta tam dve osebi, ki že imata izkušnje in verjamem, da bosta imele koristne nasvete. Srečo imam tudi, da je trenutno par prijateljic v podobnih obdobjih in ja, meni ogromen pomen, da vem, da so tam ljudje, ki jih lahko pokličem in ali vprašam za nasvet ali podelim svoje lepe ali pa težke občutke in upam, da to bližino in oporo lahko vračam tudi nazaj. Spomnim se epizode, ki sva jo snemali z Ano Kompara, ki je omenjala, da je bila na porodniški precej osamljena. Jaz ne želim pametovati, ampak če lahko prenesem njen nasvet, da se je v tem obdobju še posebej smiselno obdati z ljudmi, ki te razumejo, ki so po možnosti v podobnem obdobju. Jaz bi rekla, da že samo zdaj na podlagi nosečnosti si pa predstavljam, da še bolj potem v prvi fazi materinstva ali pa v vseh fazah materinstva, da je lahko ena taka ženska skupnost, ena dobra ženska skupnost zelo, zelo pomembna. V nosečnosti, sploh v drugem delu, sem se jaz potem srečala tudi z nespečnostjo. Tako z bolj pogostim zbujanjem, kot s tem, da se zbudim ponoči in potem tudi, ne vem, po 1 uro bedim. In so prišli dnevi, ko me je to začelo kar živcirati. Da sem nov dan že začela z nekim obremenjevanjem in slabo voljo in povpraševanjem, zakaj slabo spim. Moram potrkati, da sicer potem pa kar pride obdobje, kot recimo te dni, ko spet spim v redu. Prej sem imela, ne vem, mogoče 1 noč na 14 dni, ko sem jo prespala brez bujanja. Trenutno pa že 3 dni spim boljše in danes spet je bila 1 noč brez zbujanja. Kar sem nekako čisto skozi opazovanje sebe opazila, je, da s časom, ko je bila nespečnost hujša in me je začela obremenjevati, sem kar zvečer odlašala s tem, da bi šla spat.
kar neki odpor sem razvila do spanja. Ponoči sem se včasih, pa ne vedno, ampak včasih zalotila, da sem premlevala kakšne skrbi in slabe scenarije, in se mi zdi, ponoči so vsi ti scenariji še hujši. Vsi spijo, tema je, čas se vleče. Se mi zdi, da čez dan, tudi če me kakšna stvar skrbi, nekako se toliko nekih stvari dogaja, da hitrejš in lažje svoje misli preusmerim. Ponoči mi je pa to včasih težko. In potem je enkrat partner rekel, oziroma je izpostavil, da hodim še kasneje spat in zakaj, če že tako slabše spim. In po tistem sem mu pol povedala o tem svojem odporu do spanja in se mi zdi, da ko sem enkrat to izrekla na glas, ko veš, da v resnici ne delaš prav, sem pol šla že naslednjo noč spat, oziroma sem šla v posteljo prej, okrog 9:30, še malo brala in nekje okrog 10 zaspala. In prav to, mogoče je naključje, mogoče ne, je nekako sprožil ta cikel boljš prespanih noči. Torej, ena lekcija, ki sem jo dobila zaenkrat, je, ne glede na to, kako spiš, daj poskusi ohranjati rutino. In pa kar meni vedno pomaga, je, da pred spanjem nisem na telefonu, ampak vsaj zame je najlepši uvod v spanje, če berem knjigo. Je pa res, da jaz sem taka bralka, da velikokrat me knjiga uspava, tako da nimam te težave, da če bi začela brati knjigo, da pol ne morem nehati, ampak zelo hitro, ne vem, recimo preberem par strani ali pa berem 15 minut, pol ure, ratam utrujena, knjigo odložim in se mi zdi, da res zelo, zelo hitro pol zaspim. Še ena misel, ki mene pomirja pri nespečnosti, pa tudi pri drugih izzivih v nosečnosti, je, da vse poskušam jemati kot neko pripravo na poporodno obdobje. Ko mi je bilo recimo v prvih mesecih slabo, sem poskušala to videti kot priložnost, da se navadim, kako je, ko te telo začne omejevati in ga moraš poslušati. Spet, ker predvidevam, da je tega po porodu več. Zdaj, ko sem slabše spala ali pa slabše spim, sem se opominjala, da je to lahko priprava na obdobje z dojenčkom, ko slabše in manj spiš. In ne mislim, da tiste, ki celo nosečnost dobro spijo, da bodo slabše pripravljene. Jaz nekako verjamem v to, da potem mogoče ne potrebujejo toliko tega uvajanja ali pa navajanja ali pa te lekcije. Jaz mogoče jo, tudi to, da vidim, da četudi je za mano neprespana noč, še vedno lahko funkcioniram naslednji dan. Ja, malo slabše, ampak ni kot da sem cel zombi ali pa da nič ni od mene, kakor si včasih predstavljam ponoči, ko ne morem spati in razmišljam, kako bom zdaj izpeljala naslednji dan. Verjamem tudi to, da ne smem več hoditi v hribe, da je poligon za sprejemanje omejitev in ena priložnost, da vadim hvaležnost za tiste oblike gibanja, ki pa jih lahko izvajam. Skratka, nosečnost bi jaz rekla, da je lahko ena lepa priložnost za navajanje na spremembe in na prilagajanje in na spuščanje. Je tudi obdobje, ki te skorajda prisili, da si bolj v stiku s telesom, ker te telo večkrat opozarja na razne stvari, da si bolj pozoren na telesne simptome, na spremembe, ker so tudi spremembe v tem obdobju iz dneva v dan in iz meseca v mesec. In vsaj po mojih izkušnjah telo zelo hitro pokaže v tem obdobju, se mi zdi, še malo bolj na glas pove, če kje prekoračimo njegove meje. Kar sem v skrbi za na neki način tako telesno kot duševno zdravje deloma na novo vpeljala, je še večji poudarek na počitku in sproščanju. Spoznavam se tudi s hypnobirthingom, za katerega kar nekaj časa sem čakala, da bi odkrila neko širšo teorijo, če gre za nek poseben protokol, ampak v resnici je dokaj preprosto. Bom laično povedala, kako jaz razumem hypnobirthing. Da gre za tehniko priprave na porod, ki daje poudarek na razne načine sproščanja, na različne dihalne vaje, specifično za vsako fazo poroda, na pozitivne afirmacije, vse z namenom zmanjšanja strahu in posledično zmanjšanja bolečine med porodom. Osredotoča se na idejo, da je porod naraven proces, pri katerem smo nekako najbolj učinkovite oziroma največ naredimo, če ostanemo mirne, sproščene
in da nekako prekinemo ta cikel strah, krč, bolečina. Jaz trenutno vsak dan poslušam še zvočni posnetek od dr. Marjana Pantarja, zdaj že pokojnega ginekologa, porodničarja in pri nas pionirja na področju medicinske hipnoze. Bom v opisu epizode prilimala še en pogovor z njim, če katero več zanima. Ob tem sem ponovno na nek način hvaležna za izzive pretekle na področju duševnega zdravja, ker se mi zdi, da imam zaradi soočenja z intenzivno tesnobo in paničnimi napadi, zahvaljujoč temu za seboj maratone prakse, tako z dihalnimi vajami, meditacijami, vizualizacijami. In velik del tega, kar hypnobirthing je, se mi ni bilo treba na novo učiti, samo v zadnjem času sem si za vse te prakse vzela še malo več časa. Kar se tiče hypnobirthinga, jaz berem knjigo z naslovom Hypnobirthing: Practical Ways to Make Your Birth Better od Siobhan Miller. Nisem čisto prepričana, če sem to ime pravilno izgovorila. Bom v opisu epizode polinkala to knjigo. Meni je bila ta knjiga ena boljših do zdaj na temo nosečnosti. V meni zbuja neko zavedanje, da je porod nekaj naravnega, da dvigujem zaupanje v svoje sposobnosti in v sposobnost svojega telesa, velik poudarek daje na sproščanje tekom rojevanja, razloži čisto iz anatomskega vidika, zakaj je biti sproščen toliko pomembno, in deli zelo praktične, konkretne načine, kako v času rojevanja poskrbeti za čim večjo sprostitev in kako ti lahko partner oziroma kdorkoli s tabo pri porodu pri temu pomaga. Od te avtorice imaš tudi kar nekaj vsebin na YouTubu, na kanalu The Positive Birth Company. V opisu epizode, da mogoče preveriš, če tudi tebi njen glas in te vsebine ustrezajo. Če sem zdaj že zakorakala malo v področje literature, še ena knjiga, ki je bila meni izredno krasna, je Čuječe materinstvo od dr. Cassandre Vieten. To je knjiga, ki opominja na pomen čuječnosti tako tekom nosečnosti kot materinstva. Jaz ne bi rekla, da mi je odprla pogled na nekaj povsem novega, ker sem vedela za prednosti čuječnosti, vedela sem, kaj to je, ampak vseeno me je tekom branja opominjala, kako si res s čuječnostjo v težkih trenutkih lahko pomagamo. Ali ko nas recimo tekom nosečnosti nekaj skrbi, ali potem v poporodnem obdobju, recimo ko smo neprespani, dojenček se joka in mi gremo z mislimi katastrofizirati in iščemo rešitve, kako bi to situacijo spremenili oziroma končali, vedno si pa lahko pomagamo že samo s tem, da samo opazimo, kje smo, kaj se dogaja in se vrnemo z mislimi v tukaj in zdaj. Situacija se ne bo spremenila, dojenček bo še vedno jokal, lahko še vedno bomo mogoče neprespani. Če so težke okoliščine, bodo še vedno lahko težke, ampak naš odnos do njih se bo spremenil in se mi zdi, če spustimo malo tega odpora, da malo manj hitimo in smo z mislimi bolj v tukaj in zdaj, kot pa to, da zdaj nas zanima, kdaj se bo ta jok nehal, kdaj bo boljše, kdaj bo drugače, da lahko vnesemo v sedanjost malo več sprejemanja in prisotnosti. Še en dolg seznam knjig je, ki sem jih že prebrala, in tistih, ki še čakajo name na polici. Prebrala sem knjigo z naslovom Knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši, od Philippe Perry. Mislim, da je bila dvakrat, da sta jo Ana Kompara in moja sestra Ema tudi priporočali obe na podcastu. Pa Modrost rojevanja od babice Ine May Gaskin. To knjigo je meni priporočal ogromen žensk. In jaz moram reči, da za čuda se mene ni toliko dotaknila kot tisti prejšnji dve, ta čuječnost pa hypnobirthing. Mogoče sem jo brala malo prezgodaj v nosečnosti, ko z mislimi še nisem bila toliko zelo pri porodu, in jo imam na polici, da se bom še vrnila k njej. Gre za knjigo, napisano s strani babice, in združuje, prvi del so najprej pozitivne porodne zgodbe, potem so pa še informacije, ki te spodbujajo k zavedanju, da je žensko telo ustvarjeno za rojstvo in da je rojstvo en naraven proces.
Berem še knjigo Sanjsko rojstvo, ki vsebuje meditacije za razne točke tekom tako truda za zanositev kot nosečnosti in poroda. Berem trenutno tudi knjigo Porodni načrt od Ane Bogaš Udovč in jo še vedno berem, tako da nisem še na koncu, ampak kot sem zaenkrat zaznala, te zelo lepo vodi skozi proces odkrivanja, kakšnega porodnega načrta si ti želiš. Krasno mi je, ker daje velik poudarek na občutek varnosti, da v sebi zaznaš, kaj potrebuješ, da se počutiš varno, da si to po možnosti tudi zapisuješ. Češ da, ker če se boš tekom rojevanja počutila varno, boš lahko oziroma boš lažje sproščena in glede na vso literaturo, kar sem jo do zdaj prebrala, je sproščenost tisto, česar si nekako najbolj želimo, da bi nam uspelo doseči tekom rojevanja. Potem mi pa še Dula posodila kar nekaj knjig, ki čakajo name. Ena izmed njih je, bom izpostavila predvsem to, ker sem zanjo dobila priporočilo še iz drugih strani, 10 P-jev za uspešno dojenje. Več informacij. Če imaš kakšno svoje knjižno priporočilo, ki bi ga dodala, bom prav tako vesela zase in bom z veseljem tudi še naknadno dodala v opis epizode in podelila z drugimi. Kot omenjeno pa vse, kar sem danes že omenjala, priporočala, bo polinkano v opisu epizode. Za sam konec pa, kot vedno, še ena misel oziroma tokrat pozitivna afirmacija. Moj je umirjen, moje srce odprto in moje telo sproščeno. Da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.